Dobrodošli na današnjem predavanju z naslovom Opredelitev vrednosti poslovne ideje za izdelke in storitve. Vrednost je zagotovo ena stvar, kjer se ustavi in kjer se začne zgodba z ogromno vprašanji. Najverjetneje ste se velikokrat znašli pred tole fotografijo, se pravi, kje začeti, kako začeti, kaj imajo kupci od moje storitve oziroma izdelka, kaj je pri meni, pri mojem izdelku, storitvi uporabno, zakaj bi se nekdo na drugi strani odločil za nakup mojega izdelka. Kolikokrat ste se vprašali, kaj vi ponujate v svoji storitvi? Zakaj? Ker vsebina vrednosti, ki jo predstavljamo preko izdelka, je zagotovo drugačna kot vsebina vrednosti, ki jo predstavljamo preko naše storitve. Zato je zelo pomembno, da razdvojite, vkolikor predstavljate izdelek, lastnosti izdelka in vkolikor predstavljate storitev, se pravi vrednost, ki jo dobijo preko storitve, in pa seveda pri storitvi ste velikokrat vi tista blagovna znamka, ki dajete izdelku kvaliteto, vsebino in pa tudi odgovore, zakaj bi se kupec odločil sodelovati z vami. Naj na začetku poudarim, da ko gradimo vrednost izdelka ali storitve, kupca najbolj zanimajo naše rešitve. Kaj to pomeni? Zakaj? Ker on, ko se odloči za nakup določenega izdelka, rešuje njegov problem, izboljšuje njegovo razpoloženje, povečuje svojo sporočilno vrednost kreativnih idej. Se pravi, kaj boste vi, ko recimo, ne vem, na primer naredite neko, bom rekla, nakit, kaj želite sporočiti temu kupcu, kaj ta nakit resnično daje njemu. Ne ustavljajte se, ko boste gradili vrednost pri konkurenci. Raje uporabite konkurenco za odsev prikaza svoje vrednosti. Kaj to pomeni? Da niste enaki, da nimate enakih prednosti, kot jih ima vaša konkurenca, da izpostavite sebe, da izpostavite svojo energijo, da izpostavite izdelek v taki luči, kot ga vi želite, da je izpostavljen, s tem, da ponovno opozarjam vseskozi, razmišljajte o tem, da vaš izdelek rešuje problem kupca na drugi strani. Velikokrat me vprašajo, kaj je in kako priti do teh informacij, kaj kupca najbolj zanima. Odgovor je zelo preprost. Postavite se v vlogo kupca. Če bo vrednost, ki ste jo nakazali, tista, ki bo tudi vas prepričala, da boste opravili nakup, potem ste zelo blizu realne vrednosti, ki jo bo kupec želel. Lahko naredite manjše ankete v krogu svojih prijateljev ali v nekem malo širšem družinskem krogu, kajti tukaj imate zagotovo najboljšo in najbolj kvalitetno kritiko, ki jo potrebujete za lansiranje vašega izdelka. Kritike, ki jih sprejmete, ne uporabite v obliki oziroma jih ne zaznajte v tej obliki, da so stvari slabe, da je vaš izdelek ali storitev ni primerna za lansiranje na trg, vendar ga uporabite vedno v smeri, kaj in kako izdelek izboljšati, kaj izdelku dodati, kaj izdelku nadgraditi oziroma kaj nadgraditi v svoji storitvi. Ne sprašujte se, ali je to končna vrednost. Vrednost, ki jo mi postavljamo tako izdelkom kot storitvam, se lahko skozi čas spreminja. To pa pomeni, da na začetku lahko postavite določeno vrednost, opazujete, kako ljudje oziroma kupci reagirajo na izpostavljene vrednosti in jih hkrati nadgrajujete. Velikokrat predlagam tudi, da vprašate kupce, kaj so oni dobili,
z tem, ko so kupili vašo storitev oziroma s tem, ko so kupili vaš izdelek. Kajti ravno tiste 3, 4, 5 besed, ki jih oni izpostavijo, so tiste, ki jih v povprečju kupci iščejo pri nakupu vašega izdelka. Kupce zanimajo učinki, kaj bodo oni imeli od tega in kako se bodo oni počutili, ko bodo kupili vaš izdelek ali storitev. Poskušajte jih povprašati, kako so se počutili, ko so izdelek uporabljali. Kaj je bilo tisto, kar jih je navdušilo, kar bi lahko tudi v bodoče predlagali svojim prijateljem. In kaj je tisto, kar je resnično posebno oziroma drugačno od vašega izdelka, vaše storitve v primerjavi z konkurenco. Tukaj bi rada poudarila, glede na to, da najverjetneje ste iz krogov kulture, arhitekture in ostalih mehkejših panog, da ne pozabite na sebe. Tudi vi ste ena izmed zelo pomembnih vrednosti, ki jih izdelek ali storitev prikazuje kupcu. Pa si poglejmo ključna vprašanja, za katera predlagam, da resnično poiščete odgovor. Proces pri iskanju odgovorov na te vprašanja ni lahek. Je zahteven, je včasih na meji živčnega odziva, ampak ko boste prišli do pravih odgovorov, boste zagotovo zelo zadovoljni, kajti ponudili boste ne samo izdelek, ampak vrednost, ki jo izdelek ponuja kupcu. Pa si poglejmo ključna vprašanja, na katera predlagam, da preden začnete graditi neko določeno vrednost, si tudi odgovorite. Kako boste rešili problem kupca s svojim izdelkom oziroma storitvijo? Kaj je tisto, kar je drugače? Kaj je tisto, kar vi v svoji ponudbi resnično ponudite in hkrati rešite? Velikokrat kupci niti ne vejo, kaj želijo, ampak samo iščejo rešitev. Zato je vprašanje, kako boste rešili problem kupca, izredno pomembno. Naprimer, če se ukvarjate z fotografijo, na trgu je ogromno fotografov fotografira, ampak vsak ima neko določeno vrednost. Naprimer, fotografi, ki fotografirajo hotele, določajo oziroma povečujejo možnost prodaje in rezervacije hotelskih sob in s tem tudi povečujejo mesečni obrat za hotel, kar je ekstremnega pomena. Pa si poglejmo drugo vprašanje, ki je tudi ekstremno pomembno, ko boste gradili vrednost tako storitve kot izdelka. Kakšna bo vaša konkurenčna strategija glede na cene, prihranke, prilagoditve kupcu in pa kakšen bo vaš dizajn? Konkurenčna strategija, to ne pomeni, da greste in delate vse na novo, odkrivate in izgubljate mogoče veliko časa, da razvijete nov izdelek, novo storitev ali kakorkoli. Poskušate vašo konkurenčno strategijo glede na ceno prilagoditi, kaj kupec v trenutni poziciji potrebuje in kaj bo on dolgoročno potreboval skozi vaš izdelek. In vaša cena naj ne bo postavljena prenizko. Velikokrat se srečujemo z diametralno zgodbo in sicer izdelek ima ogromno vrednost, vendar je zelo poceni. Ne se ustrašiti in ne postavljati prenizkih cen, kajti z višino cene postavljate tudi direktno ali indirektno vrednost vašega izdelka oziroma storitve. Izredno pomembno je, da pri vaši
vašem izdelku oziroma storitvi ne pozabite na dizajn. Ne pozabite na dizajn samega izdelka, ne pozabite na dizajn mogoče celotnega prodajnega procesa. In danes smo v času, ko ljudje tudi preko izdelkov in storitev pridobivamo nek občutek, da smo zaželeni s strani prodajalca. To pomeni, da je vaš dizajn tako topel, privlačen, enostaven, ko že v samem izdelku, lahko pa naprimer tudi v distribuciji izdelka, v kasnejših postprodajnih informacijah in tako naprej. Jasno morate povedati, zakaj kupci potrebujejo vaš izdelek. Glede na to, da smo, kot prej že omenjeno, na področju kulture, bodite in izpostavite unikatne lastnosti izdelka ali storitve. Naprimer, vaš izdelek izboljša počutje, vaš izdelek je terapevtskega, ima terapevtski učinek, vaš izdelek sprošča, vaš izdelek je del zabave, se pravi, bodite unikatni v lastnostih, ki jih vaši izdelki zagotovo imajo in jih resnično izpostavite kupcu. Tukaj bi želela opozoriti, da naj ne bo več kot 3 oziroma maksimalno 5 unikatnih lastnosti, kajti če boste vi pravilno skomunicirali te lastnosti, jih bo kupec zaznal. Vkolikor pa boste želeli predstaviti preveč, pa boste zmedli tako kupca kot sami sebe. Enostavno vas kupec ne bo znal poslušati do konca oziroma slišati in bodo vaše delo, vaša zgodba, predstavitve vrednosti zelo kmalu postala dolga zgodba, ki ne bo imela bistva oziroma ne bo izpostavljala ključnih lastnosti, ki jih vi želite. Se pravi, izpostavite maksimalno 3 ključne unikatne lastnosti. To naj bodo kratke besede, kratki stavki, več kot 3 ne predlagam, naredite si jih pa pač na zalogo malo več, zaradi tega, da boste lahko targetirali različne ciljne skupine. To pomeni, da boste targetirali, se pravi, bom rekla, naprimer, ciljno skupino ženske, ciljno skupino moški, potem družine. Pripravite unikatno lastnost za različne tipe vaših kupcev. Tako da se jim čim bližje približate in pa hkrati za različne tipe vaših naročnikov. Vkolikor se prijavljate na določene evropske razpise, predstavite vrednost vašega projekta, ki ga boste seveda sledili razpisu, ki je temu pač namenjen. Pa si poglejmo ključne stvari, ki jih morate, vkolikor začnete razvijati lastno vrednost določene storitve oziroma izdelka, ki jih morate zajeti v svoji izpostavitvi. Harvard Business Review je objavil članek, ki resnično zelo enostavno, tudi s pomočjo ikon, predstavi, katere ključne elemente je potrebno zajeti pri gradnji vrednosti. To so socialni vpliv, potem imamo spreminjajoče elemente, ki se spreminjajo glede na čas, potem zelo pomembna sta zadnja 2 elementa, ki sta tudi, kot vidite, najširše izpostavljena s pomočjo ikon, to so čustva in pa seveda funkcionalnost. Pa si poglejmo podrobneje zadnje 2, bom rekla, zelo pomembna elementa, ki jih morate vključiti, če želite, da bo vaš izdelek ali storitev imela
večjo cenovno vrednost, se pravi, z vzpostavitvijo večje vrednosti tudi večjo cenovno priložnost oziroma višjo ceno. Če izdelek zmanjšuje stres, bo zagotovo bolj zanimiv. Naprimer, izdelujete nakit, vgradite noter, ne vem, mogoče kakšne kristalčke, kamenčke, naredite, se pravi, nekaj, kar zmanjšuje stres in hkrati izpostavite, da je to lahko nakit, ki preko dneva pomaga ublažiti stresno dinamiko, vas pripraviti v možnost učinkovitejšega delovanja, bolj kreativnega pristopa in tako naprej. Odvisno je pač od vaših izdelkov. Zelo pomembno bi tukaj, kot sem že prej nakazala, še enkrat izpostavila zabavo. Se pravi, ljudje iščejo tudi preko, bom rekla, kulture, stvari, s katerimi bi se oni zabavali, stvari, ki jim omogočajo zabavo, stvari, ki jim omogočajo, da so oni kreativni. Lahko je vaš izdelek samo polizdelek in lahko naredite, naprimer, možnost personaliziranega izdelka, kar pomeni, da polovico izgradite vi, potem povabite kupca, da nadgradi sam ali z vami ali kakorkoli. Se pravi, imate možnost, da prodajni proces s pomočjo nastavitve vrednosti tudi podaljšate. Zelo je pomembno, da so izdelki funkcionalni, kar pomeni, da so enostavni, da so uporabni, da zmanjšujejo napor, da delujejo na določena čutila, da nas mogoče tudi povezujejo med seboj, da se dopolnjujejo, da zmanjšujejo tveganja. V današnjem času je tudi zelo pomembno, da omogočajo neko določeno obveščanje, da zgradite določeno vrednost oziroma izdelek nosi določeno možnost, se pravi, biti v neki določeni socialni skupini, izmenjava mnenj in tako naprej. Ne ustavljajte se pri kreativnih pogledih izvedbe priprave vrednosti izdelka, ampak pogumno stopite v čevlje in si dovolite, da so stvari, ki jih dajete svojim kupcem na nek način v nekem ožjem krogu preverjene. Naj bodo, kot sem že prej omenila, preverjene tudi z vaše strani, to je strani, da ste vi kupec. Velikokrat predlagam, da ponudbo, ki jo pošljete kupcu, najprej pošljete k sebi na mail in ugotovite, ali je ta ponudba, ki je prišla k vam na mail, čeprav je vaša, res tista prava ponudba, ki vsebuje določene vrednosti, zaradi česar boste vi pristopili, želeli oziroma takoj naročili izdelek. Če vi z izpostavitvijo vrednosti vašega izdelka niste zadovoljni, jo nadgrajujte. Še enkrat bi želela poudariti, da razmišljanje o vrednosti je ekstremno pomembno. Podjetja, ki so izpostavila vrednost, so povečala svojo prodajo za približno 4-krat, kar pomeni, da vrednost je ključna pri začetku, nadaljevanju prodaje in pa hkrati tudi pri uveljavitvi blagovne znamke vašega izdelka ali izpostavitve blagovne znamke vas kot osebe preko storitvenega servisa na terenu. Če povzamemo zaključek oziroma povzamemo vsaj 3 ključne elemente, kjer bi mogoče nastavili predlog, kako se lotiti priprave vrednosti, predlagam sledeče, in sicer najprej vzemite izdelek, poglejte, kaj vam on omogoča, poglejte, kaj vam on rešuje, bodite kreativni, ne ostanite v izdelku, pojdite v zgodbo uporabnosti, se pravi, kaj ta izdelek v uporabnosti daje meni, kaj ta izdelek v uporabnosti daje moji mami, kaj ta izdelek v uporabnosti daje mojim prijateljem. Bodite
zelo aktivni v pisanju vseh idej, ki prihajajo, zaradi tega, ker velikokrat se zgodi, da potem združujete različne besede v eno skupno besedo, v eno skupno misel in s tem pridobite resnično tisto pravo vrednost, ki jo izdelek izraža. Druga stvar, ki je zagotovo pomembno, da vas ni strah se izpostaviti tako osebno s tem izdelkom na spletu oziroma pač na določenem portalu, da si dovolite zagovarjati svoj izdelek z to vrednostjo, ki ste jo nastavili. In pa tretja stvar je, da ne ostanete tam, kjer ste zaključili z prvim korakom, temveč izdelek razvijate, vrednost izdelka razvijate tudi v prihodnosti z pomočjo mogoče komentarjev vaših kupcev, uporabnikov, zahvalite se jim z nekim simboličnim darilom, pismom, mogoče tudi mislijo. In vrednost izdelka je možno nadgrajevati dolgoročno, to ni zgodba enokratnega miselne delavnice, to je zgodba vsakodnevnega razmišljanja. Kar je pa zelo pomembno in mogoče s tem tudi zaključimo, naj bo vrednost izdelka nastavljena strateško, kar pomeni, da razmišljate o tej zgodbi, kje bi ta izdelek čez 2 leti bil, kar pomeni, da ves vložen čas, ki ga boste porabili za nadgradnjo vrednosti izdelka, bo pripeljal tja, kamor si vi želite, in to je v razvoj vaše blagovne znamke oziroma v razvoj vašega imena kot blagovne znamke, ki ga boste ponudili na trgu. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost, zagotovo verjamem, da je v vas veliko energije in pa kreativnega razmišljanja, uporabite ga, ne omejujte se, pišite in verjamem, da čez 2-3 mesece ali 2-3 leti boste zagotovo izpostavili vaš izdelek tudi na slovenskem trgu z tako postavitvijo, kot ste si jo mogoče ta trenutek ne zamišljate, vendar s pravim delom, z pravimi koraki, verjamem, da vam bo tudi uspelo. Možnost uspeha je v vseh panogah, uspeh pa ni odvisen od panoge, ampak je odvisen od nas.